najprej izpostaviti je, da smo dosegli 390.000 obiskov, se pravi vstopov, kar pomeni 12% povečanje glede na leto prej. To so kar velike številke in so seveda rezultatnega trenda, ki ga je zelo uspešno začel že moj predhodnik Aleš Ocepek, namreč v zadnjih 7 letih smo obiske podvojili, tako rekel. To ne pride samo od sebe, ampak je zatem zelo veliko sistematičnega dela in tudi v letošnjem letu moram reči, da se je ekipa zelo trudila razširiti krog, število kanalov in pogostnost informacij o tem, kaj imamo in kaj ponujemo. In pa imeli smo tudi leto brez ujm, brez večjih vremenskih neugodnosti, tako da so preditve, ki smo jih pripravili, bile ogledno vremeno, oziroma si jih dalo iskati brez večjih komplikacij. Pa seveda tudi gospodarska situacija v državi je bila dobra in to se pozna tudi na tem, kako so bili pripravljeni hoditi na napak in tudi koliko so pripravljeni odšteti za storitve in blago, ki ga prodajamo v naših trgovinah, oziroma storitve, ki jih pač nudimo izven samega zavoda. Zdaj, to naše delo ni ostalo neopaženo, lahko se vam pohvalim, če pojete do Slovence najbolj neugodno, večina se še ne hvali, ampak dejansko so bili s strani Turistične zveze Slovenije prejemniki zlatega priznanja za najboljšo turistično točko. Torej, to je bilo podeljeno v 120-letnici Turistične zveze in to nam je seveda pomenilo, da delamo dobro, ker to priznanje se podeljuje na podlagi ocene strokovne komisije, skratka ljudi, ki se na turizem spoznajo. Potem smo pa dobili tudi, se pravi, zeleno priznanje, to je pa bilo izglasovano na podlagi glasov javnosti, se pravi spletnega glasovanja, za, se pravi, znak gostoljubnosti za izletniško točko. V letošnjem januarju smo prejeli pa tudi priznanje najboljšega lokalnega ponudnika, to je shema Best of Local Awards, in sicer v kategoriji slovenskih turističnih doživetij smo bili zmagovalci kot družinski izletniški cilj. Bili smo tudi finalisti v kategoriji slovenske kulture, in sicer spet med družinskimi in kulturnimi doživetji in dogodki. Skratka, potrdilo, da tudi s strani strokovne javnosti delamo dobro, je prišlo in nam je pa zelo pomembno, da obiskovalce imamo, ker nam omogočajo vzdrževati ta spomenik na ravni, ki smo ga vajeni. Namreč mi smo za našega ustanovitelja, torej na lastne stroške, povečali obseg izvajanja javne službe praktično za 100%, vsi na sami plačujemo program in delavce, ki vzdržujejo park, zbirko in tako naprej. In mislim, da je to tudi naš prispevek za skupnost kot javni park, oziroma kot javni zavod, mislim, da smo zavezani služiti javnosti. In seveda, vrsta visok standard vzdrževanja zahteva sredstva in brez prihodkov, ki jih poberemo z skupinami, park nikakor ne bi mogel funkcionirati tako, kot funkcionira zadnjih nekaj let. Zdaj, na strokovnem področju smo v lanskem letu se vključili v mednarodno zvezo Arboretumov Artnet. Sicer je to mreža, ki jo vodi Mortonov Arboretum v Združenih državah. In to, kar je nam zlasti pomembno, podelili so nam akreditacijo 3. stopnje. 3 od 4 možnih, kar pomeni, da je arboretumov, ki so po strokovni plati naredili z nami, v Evropi samo 15. In to se nam zdi pač dosežek, ki je prišel za našim delom, čeprav se pravzaprav za zbirko nikoli nismo tako fokusirano ukvarjali kot z samim spomenikom. Zdaj, če vam samo malo pojasnim, arboretum je večplasten. Mi smo javni zavod zaradi 2 razlogov. Prvi je zgodovinski park, se pravi kulturna dediščina v ožjem smislu. Druga plast je zbirka rastlin. Mi imamo tukaj približno 3500 različnih rastlin, mi smo botanični vrt, ki se je zavezan ukvarjati z leznatimi rastlinami, se pravi z grmi in drevesi. In ta zbirka je tudi zelo spodobno velika in predvsem se trudimo jo dopolnjevati in dobro vzdrževati. Zdaj, od prvega dne naprej, ko je bil ta arboretum kot del univerze ustanovljen, da je bilo posebno star, da je bil arboretum maskiran do park. Tukaj imamo rastlinsko zbirko, ki pa ni, ne predstavlja rastlin v zbirkah oziroma v vrstah in nekaj
oglasku, ampak so uporabljene funkcionalno. Se pravi, kot je treba oglasne rastline predstaviti. Ta skupina, kjer osnovno v položaj, kjer oblikujejo prostor. Tretja plast, ki jo imamo, je torej naravna dediščina, oziroma smo naravna vrednota državnega pomena. Zaradi zbirke in tudi zaradi ekosistemskih kvalitet prostora, Portorožbekoma je še vedno narava in to dobro ohranjena narava. Četrta plast je pa javno zelena površina. In mi vse te 4 plasti nekako ustaljujemo na način, da je obiskovalec zadovoljen, da ga preveč ne obremenjujemo z omejitvami in da ga vodimo tako, da ne dela škode, kjer je neželjivo. Torej, tukaj je zelo veliko premisleka potrebnega, da usmerjamo ljudi na način, da sami tega ne opazijo. Dobro, če grem nazaj k tej akreditaciji, torej, to je tudi zaveza, ker ta razvrstitev se vsaka 4 leta preverja in moramo pač dokazati, da bomo čez 4 leta najmanj tako dobri, kot smo bili v lanskem letu. Od večjih projektov, ki smo jih v letu 2015 izvedli, je energetska sanacija 3 poslopij, in sicer Pristave, to je ta objekt, ki ga vidite na svoji desni, potem galerija Janeza Bolke in pa trgovine. Torej, tukaj je bil obseg del velik, sicer je to izdajalo podjetje, ki je bilo pač izdalo z javnim naročilom. In zadovoljni smo, zato ker je že v prvi sezoni se pokazalo, da smo privrčevali pri energiji za ogrevanje. Poslopja so ne samo energetsko sanirana, ampak tudi statično sanirana. Se pravi, če se bo spet zatresel zaradi potresa, so poslopja varna in za delavce in za obiskovalce. In pa ob teh zamenjavah stavbnega pokrištva, ob namestitvi izolacije, kjer se nam to iz Zavoda za varstvo okolja še dopustili, za zamenjavo energentov, se pravi iz kurilnega olja na toplotne črpalke, smo dejansko naredili veliko stvar v smislu zmanjševanja potreb po energiji in pa poslopja so tudi osvežene. Ob zamenjavi prošelji se je tudi poslopje na novo pobarvalo in so pač dejansko videti mlajša in lepša. To je pač podstanski produkt. Torej, ta podstanski rezultat te prenove. Investicija je bila velika 1.048.000 evrov in sicer je to skupaj z DRDV-jem. Največja investicija, ki je bila v javni zavod kdaj vložena, gre pa za javna sredstva, deloma za evropske sklade za obnovo in razvoj, deloma za sredstva Ministrstva za kulturo in nas je padel pa tisti del, ki ni bil upravičen, to je pa DDV. Skratka, uspešno smo zaključili, tudi naši nadzorniki na Ministrstvu za kulturo so bili zadovoljni in mislim, da to tudi dobro spričevalo za naše delo, da nismo pač bili površni oziroma neosledni na takih projektih, kako se to zelo poteka kasneje. Zdaj, pričakujemo pa še 2 velika projekta v naslednjih 2 letih, in sicer po 2 državnih schemah. In to kot spravi, to je šlo iz škod, ki so jih povzročile visoke vode leta 1923. Torej, projekt, ki se imenuje celovita krajinsko-arhitekturna, se pravi, tukaj mora biti natančen, ker te stvari so pač zapisane v aktih. Torej, gre za načrtovanje celovite krajinsko-arhitekturne zunanje ureditve. To bo zaobseglo potoke in jezera. Namreč ob teh izjemnih padavinah leta 1923 je prišlo do tega, da se nam je premaknil jez Velikega jezera. In če bi se ta jez predrl, imamo vodo in blato ne samo po polovici parka, ampak še tja proti Radovlju. In to je dejansko zadeva, ki jo je treba tehnično rešiti, v skladu tudi s sodobnim znanjem, ker ta jez je tukaj že 300 let. Potem imamo tudi suhi zadrževalnik, ki je ravno tako ogrožen, da se v visoki vodi predre. Ta pa prevzame vodo v močnih nalivih in jo zadrži tako, da ne poplavlja parka v celem zahodnem delu. To so tudi prostorsko veliki posegi, ki so načrtovani. In načeloma bi v tem letu morali izdelati projektno dokumentacijo, ki je zato, ker gre za vodarstvo komplicirana, izvedba sanacij jezov potem v letu 2027. Če bo vse poseči, bomo preko sanirali potoke,
Namreč te padavine so sprožile zelo močno globinsko erozijo, tako da so se potoki poglobili in so se začeli podkopavati bregovi. Tako da je marsikje že nevarnost potokov približati, ker se dejansko cele pasaže udirajo in gre tukaj ne samo za varnost obiskovalcev, ampak tudi za degradacijo kulturnega spomenika. Torej, to je stvar, ki je po ocenah vredna, se pravi, 2 milijona 300 tisoč evrov, se pravi, izjemna investicija, mi se po pravici povedano kar bojimo, ker bo tudi pomenila precejšno motnjo za naše obiskovalce, ampak ker gre za povečevanje odpornosti za prihodnost, najmanj za 50, če ne za 100 let, mislim, da je to stvar, ki jo moramo preprosto sprejeti in izvesti z splošno obiskovalcem, da pač malo potrpijo, kar ne bodo ti zaprti, ker bodo določeni deli parka nedostopni. Se pravi, drug mehanizem, ki bo prišel financiran, ki bo šel preko Ministrstva za naravne vire in prostor, je pa povračilo spekalnih poti v prvotno stanje. Torej, te padavine so nam globoko razorale poti tudi v ta spodnji ustroj, marsikje tudi odplaknile naprave za odvodnjavanje, in to pa je načrtovano, se pravi, izvedba v drugi polovici letošnjega leta. Se pravi, imeli bomo stroje, imeli bomo kamione, imeli bomo tudi pač hrup, bomo pa skušali to speljati maksimalno v obdobju, ko je število obiskovalcev manjše. Tako, morda izpostavim pri tem letu velikih stvari, ki se pri nas so vse dogajale, še to, da smo bili spet zelo aktivni na področju izobraževanja za strokovno publiko. Bili smo soorganizator mednarodnega posveta, imeli smo 5 dni strokovnih izpopolnjevanj za projektante, za poklicne vrtnarje, za arboriste, za turistične delavce, ljudi iz občin. Skratka, skušamo se dejansko uveljaviti tudi kot izobraževalno središče na področju, ki pač je naše osnovno področje. To je kulturna dediščina, se pravi vrtna kulturna dediščina in pa drevesa ter rastline. Zdaj, lahko rečem, da se pač pri našem razvoju torej vidimo kot kulturna institucija, kot turistična destinacija in kot izobraževalno središče oziroma strokovno središče na, se pravi, nacionalnem nivoju. To je bil pač uvod, pogled za nazaj, zdaj pa prosil